Imeli bomo zanimivo okroglo mizo. Sogovornike prosim, da se mi pridružijo tule spredaj. Danes z nami doktorica Mateja Košir, ki je raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo Slovenije na oddelku za materiale, deluje na področju krožne ekonomije v tematikah recikliranja rudarskih in industrijskih odpadkov in zapiranja materialnih zank v vrednostni verigi aluminija. Aktivna pa je tudi pri pospeševanju prehoda tehnologij na trg in je del EIT Raw Materials RIS središča Adria. Dobrodošli. Potem pa še dva govorca, ki ste ju že spoznali in me veseli, da imamo zdaj še nekaj več časa za klepet. Dr. Franci Pušavec, bo bolje prav, ne? Ki vas je že popeljal v svet študentskega inoviranja, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, vodi tudi ATM Hub v Sloveniji. In pa dr. Blaž Leskovar, ki nam je že pripravil zelo zanimivo predstavitev, asistent za področje fizikalne metalurgije na oddelku za materiale in metalurgijo Naravoslovno-tehniške fakultete. Gospa Sabina Žakelj-Pediček pa je žal odsotna in ji želimo hitro okrevanje. Tako, spoštovani govorci, morda začnemo kar z vami, doktorica Košir, pa se potem lahko doktor Leskovar tudi vi navežete. Vedno je sicer nehvaležno svetovati drugim, ampak imate toliko izkušenj, toliko znanja, da vas bom vprašala prav po nasvetu. Se pravi, kaj bi svetovali raziskovalcem in industriji pri prenosu inovacij, tehnologij, kateri so ključni koraki in kje se ponavadi zatakne? Pozdravljeni vsi skupaj še z moje strani. Kateri je prvi ključen korak? Jaz na Zagu delujem tudi kot pisarna za prenos znanja, tako da bom rekla, eden izmed ključnih korakov je, da se kontaktira lokalno pisarno, ki se ukvarja s prenosom tehnologij. To je prva stvar, ker pisarna ima kapacitete, znanje in povezave še širše z industrijo za primerne industrijske partnerje, za svetovanje pri strategijah upravljanja z inovacijo. Se mi zdi, da v slovenskem prostoru je pametno in strateško upravljanje z inovacijami, iz smisla upravljanja z intelektualno lastnino, ena naša zadnja stvar, ki se je lotevamo. Tudi pri zadnji inovaciji je bilo, razmišljali smo o patentu, ampak te stvari je včasih treba narediti pravočasno oziroma strateško, razmisliti, kako se lotiti, kateri patent, kdaj in ponavadi je smiselno iti v patentiranje takrat, ko imamo že enega konkretnega strateškega partnerja, industrijskega, ki bo to inovacijo peljal naprej. V nasprotnem primeru, če patentiramo prezgodaj, če nimamo enega komercialnega tržnega cilja, inovacijo patentiramo, patent je po 18 mesecih objavljen, če gre za slovenski patent, in inovacija je v bistvu razkrita in prosta za marsikoga, da jo uporabi. In to se v Sloveniji in v širšem evropskem prostoru prepogosto dogaja. Tako da to je ena izmed stvari, ki jo moramo boljše nasloviti, tudi mi interno delamo, mi na Zagu širše v konzorciju pisarn za prenos tehnologij, na katerem delamo, tu je tudi Urša iz Univerze v Ljubljani. Kapacitete so, je pa treba veliko več interakcije, če rečem, z raziskovalci in da prenos znanja v industrijo ni nekaj zelo težavnega. Je težko, ni pa težavno in nemogoče. In druga stvar, ki je pa zelo ključna, je pa ekipa, ki je za inovacijo. Ekipa je 80% tega uspeha, saj to vsi trdijo. Človeški kapital je ključen in razni programi, katerih smo omenjali, recimo EIT Jumpstarter oziroma vsi ti pitchi, tudi tale pitching danes, je izvrsten poligon za trening, za rast v kapaciteti študentov in za rast, če rečem, v izkušnjah, ki so zelo dragocene, da jih pridobivajo. To, na kratko. Doktor Leskovar, večino časa ste kimali in potem so se vam zasvetile oči, ne? Ja, točno tako. V bistvu vse baziram še vedno na osebnem nivoju. Torej, fino je iti na neke konference, spoznati ljudi in se povezati. Tudi mi smo dejansko sodelovali na večjih projektih, prijavljali evropske projekte in na koncu se je dejansko izkazalo to, da ko se
ujame prava ekipa, je dosti lažje zadevo izpeljati do neke komercializacije oziroma nekako padajo vse stvari na svoje mesto in dejansko lahko nadaljuješ s tem razvojem. Ne. Torej, za samo idejo oziroma to laboratorijsko delo smo porabili 15 let, kot ste lahko videli zdaj, ko smo dobili EIT projekt, lahko to hitro pospešimo do nekega prototipa, kjer dejansko 2 leti in smo že na trgu. Torej, še vedno, še enkrat poudarim, najbolj važne so ti odnosi, pridemo v stik s pravim podjetjem, ki te razume, ki ti zaupa in te potem podpira naprej. Morda lahko tu dodate še malce svoje osebne izkušnje, svoj osebni vidik. Človek mora biti kar samozavesten, zelo prepričan o to, kar počne, morda tudi malo predrzan, ali tega ni treba? Bi rekel, mora uporabljati zdravi razum. Ne? Zdaj, če obljubimo preveč, potem bomo težko to dosegli in bomo izgubili zaupanje. Ne? Torej, moramo biti vseeno mogoče malo konzervativni in reči, gledajte, mi smo v laboratoriju dosegli 100% boljše mehanske lastnosti, dajmo obljubiti 30% in bo že zagotovo to doseženo. Ne smemo biti zdaj zopet preveč, ne, da reči, ok, mi bomo pa zdaj v laboratoriju smo dosegli 100% boljše lastnosti, dajmo jih mi 150, ne, tako ne bo šlo. Moramo biti malo vseeno bolj previdni in priti skupaj do teh ciljev in potem so vsi deležniki zadovoljni in je sodelovanje malo bolj lažje za naprej sploh. Ja, to se mi zdi kar dragocen napotek. Profesor Pušavec, kakšne so glavne možnosti povezovanja slovenskega inovacijskega ekosistema z EIT Manufacturing mrežo? Ja, slišim? Ja. Mislim, da možnosti je ogromen. Predvsem je pa treba razumeti to, kar sem prej na začetku povedal. Ne? Inovacije se vsi razmišljamo, vsak, ki hoče nekaj novega, zelo hitro pride do inovacije. No? Ampak tako, kot je bilo rečeno, inovacijo moramo postaviti v prostor, v družbo. Potem bo lahko koristna. Ne? In dostikrat je to lahko problem, predvsem v raziskovalnih sferah, ker pač pridemo do neke meje in potem ne puščamo oziroma ne prestavljamo to naprej. In mislim, da sodelava je ravno tukaj tista, ki bi lahko pospešila oziroma ta gap oziroma to vrzel zapolnila. EIT to probava oziroma ima nekak ta namen, da ravno to vrzel zapolni. Zdaj, imamo določene organizacije tudi pri nas, ampak mora biti to tisto, kar v Sloveniji nekako manjka. Tako jaz to vidim. No. Bom zdaj kar pograbila to. Se pravi, kako uspešni smo v Sloveniji v povezovanju z EIT mrežo, ker ste se ustavili ravno tu, ne? Še malce. Kako uspešni smo? EIT je zelo široka družina, če tako rečem, ampak ali pa mreža. Imamo več področij, kot je bilo prej rečeno, no, ampak na manufacturing, na izdelovalnih tehnologijah, izdelovalnih industrij smo v industriji zelo močni, medtem ko pri vključevanju v mrežo EIT pa niti ne to, kar bi bili lahko. Res, da je to dokaj nova mreža, ena zadnjih, ki je bila ustanovljena, pa kljub vsemu, če malo statistiko pogledamo, v lanskem letu mislim, da so bile 3 prijave na inovacijski projekt, za inovacijske projekte. V letošnjem letu se razpis zapira čez par dni, 15.6. Prijav, to, kar imam jaz prste zraven, jih bo 2-3 prijave, torej malo načeloma, ne? Bi jih lahko bistveno več imeli. Res pa, da teh razpisov bo zdaj nekoliko več, malo se spreminjajo, malo industrija ali pa tudi raziskovalna sfera ne razume čisto dobro teh razpisov, ker so malo drugačni kot konvencionalni. Septembra bo nov razpis, upam, da bomo tam tudi, ampak imamo možnosti, samo izkoristiti jih moramo. To je treba razumeti. Doktorica Mateja Košir, v kateri fazi je po vašem treba začeti pogovore z industrijskimi partnerji za prenos inovacij ali tehnologij? Čim prej. Čim prej, zato ker je industrijska validacija zelo pomembna. Se bom kar nanesla na pravkar izrečene besede. Tudi na EIT Raw Materials v sklopu teh inovacijskih projektov, ki so bili prej predstavljeni, v Sloveniji je generalno, to so ti upscaling projekti na višjih TRL nivojih, 1 prijava, mogoče 2 na leto. Večinoma so bolj na nižjih TRL nivojih, kar je sicer super, ampak problem je
vključevanje industrijskih partnerjev. Včasih imamo težave pri pridobivanju primernih industrijskih partnerjev, ker tu so včasih drzne ideje, prebojne ideje, in se mi zdi, da tu nam včasih mogoče malo manjka. No? In pri vseh kikih, ker so zelo specifični, specifični pogoji vključitve, na koncu so tudi zahteve ob uspešni komercializaciji, ne, o deležu od prihodkov. Tako da to je mogoče eno izmed, če rečem, zavor, ampak v bistvu niti ne bi smela biti. Mi imamo izkušnje iz enega iz preteklih takih inovacijskih projektov. Inovacija se je začela razvijati v bistvu že leta 2015. Zdaj smo v bistvu zaključili pogajanja, sicer z večjo tujo multinacionalko, kar je v bistvu na koncu za eno inovacijo, ki smo jo razvili v slovenskem ekosistemu, mogoče škoda, da ne gre čez slovensko industrijo, ampak gremo skupaj z tujim, če rečem, investitorjem, ki bo to inovacijo ponesel dokončno na trg. Ker mi kot javna raziskovalna inštitucija, mi pomagamo s svojimi kapacitetami znanja, z intelektualno lastnino, seveda pa nimamo kapacitet za trženje. Ne? In tu je ta del, pa tudi industrijska validacija, kot sem rekla, čim prej, strateško partnerstvo in mogoče bo več inovacij tudi ostalo v slovenski industriji. To bi mogoče bilo zelo dobro. Pa imate kakšno razlago, zakaj ne pride čim prej do tega? Je to pomanjkanje časa, zavedanja? Predstavljam si, da inovatorji počnejo toliko stvari hkrati, da morda niti ne pomislijo, da nimajo časa, da pravijo, saj bo, potem pa mimogrede mine nekaj mesecev. To je zdaj zelo laičen pogled najbrž. Jaz rekla, da je veliko, če rečem, krivde tudi na strani raziskovalne akademske sfere. Preveč, če rečem, sistem nasili v shemo točkovanja za dosego nazivov. Take aktivnosti niso točkovane najbolj v trenutnem sistemu in zato tudi tisti, ki se s tem ukvarjajo, na koncu ne dosegajo, če rečem, najboljšega števila točk, težje napredujejo. In to demotivira raziskovalce vsekakor. In ker so okupirani še s pisanjem člankov, se pravi, da veliko inovacij gre tudi v članke. Pravilno je, da se razširjajo inovacije, ki so financirane z javnimi sredstvi. To vsekakor je dobrodošlo in ključno, ampak včasih bi pa kakšna zadeva lahko šla v implementacijo in ne v članek. Doktor Leskovar, vi vidite podobno situacijo? Ja, definitivno. Zdaj, če mislimo, da če hočemo biti uspešni na projektu, bomo zagotovo porabili kak mesec, 2, 3, da bomo uspešni na projektni pravi. Za isti čas lahko napišeš članek, ki je točkovan. Ne? Poleg tega pa, če se prijavljaš na evropske projekte, vemo, kakšna je uspešnost. Ne? Torej, uspešno je samo 5% prijav, ne? Torej, vemo, kaj se ti bolj splača konc koncev. Ne? Poleg tega, kaj pa drugo jaz vidim, je pa to, zdaj raziskovalci delamo na nekih novih idejah, delamo več let. Če imaš srečo, je tako, kot smo že videli danes na predstavitvi, je to v letu, imaš podporo, ampak naprimer razvoj nove zlitine, torej predvsem čist nove serije, bi lahko rekli, serija 9, je trajal 15 let. To je dejansko kot, da bi vzgajal enega otroka že, in se dejansko že navežeš na njega. Torej že iščeš takega industrijskega partnerja, ki ti bo res znal pomagati pri tem, ne pa nekoga, ki ti bo prišel nasproti in boš mu že kar ponudil to. Torej, so plusi in minusi, oziroma so raziskovalci tudi na nek način malo zadržani s svojimi inovacijami, komu ponuditi. Zato je po mojem zelo pomembno ta odnos z industrijo, da pridejo pravi ljudje na pravo mesto in da se potem razvija naprej. Se pravi, 15 let je trajalo v tem vašem konkretnem primeru. Tako je. Potem pa 2 leti. Ja, zdaj je šlo malo hitreje, ker smo dobili sredstva, torej imamo industrijskega partnera, ki nam je že pomagal že pred samo prijavo, torej smo imeli 3 industrijska litija na njihov račun, če lahko tako rečemo. Torej, dejansko so oni nekako validirali to našo idejo. In ko so videli, da je res ok, da gre v pravo smer, smo se potem skupaj usedli in pripravili projektno prijavo. Profesor Pošavec, ste želeli še nekaj dodati tu ali lahko gremo naprej? Bom dodal na tisto debato, ki ste naprej. 1, 2, 3, 5 prijav na EIT razpise in kapacitete Slovenije
In če malo pogledamo, koliko je prijav na naprimer javno agencijo raziskovalno, ne, ARRS, na leto čez 1000, ne, se pravi, smo sposobni, imamo ideje. Pa naprimer, če je polovico tega aplikativnih, potem je nekaj zelo narobe. Če ne znamo tiste inovacije, ki jo pripravimo, ali pa tiste prototipe, ali pa tiste rezultate, ki jih naredimo iz aplikativnih projektov, peljati naprej do trga. In ne znam odgovoriti, zakaj je to tako, ampak problem je in tega ne znamo izkoristiti. EIT je pač eden od teh, ki nas sili v to, ne sili, ampak nam daje možnost, da to dvignemo do trga. Seveda so še druge možnosti, ampak tle imamo manko. Ja, zdaj pravite tako, potem se bo razvedelo in bo kar naenkrat obrnjeno. To bi bile sladke skrbi. Če bo obrnjeno, bomo zelo veseli. Ker bo mislim, da je bilo prej rečeno, če gre nekomu dobro, je za vse dobro. Ne? Tako da ja, jaz bi se kar strinjala sploh na ta del z ARRS, nacionalnimi projekti, aplikativnimi projekti. To je ogromno inovacij, ki pa se potem zataknejo na določenem nivoju. In ravno tu je mogoče prednost EIT-ja, tudi lahko iz svoje perspektive govorim. Jaz sem, preden sem se vključila v EIT projekte, bila bolj ali manj klasična raziskovalka. In ko prideš v sistem EIT-ja, prideš tudi do dostopa določenih drugih znanj, ki manjkajo raziskovalcem, predvsem iz stališča podjetništva, trženja inovacij, upravljanja z inovacijami. Vsi ti programi in EIT, raw materials, surovine in manufacturing ponujajo veliko brezplačnih delavnic za študente in tudi zaposlene v industriji. Tudi mi ponujamo te delavnice. In tu so te priložnosti za dodatno znanje, prek katerega potem lahko greš in praktično implementiraš in dvigneš inovacije na višji TRL nivo. Tako da generalno verjetno je pomanjkanje znanja za dvig TRL nivojev, ker ni enostavno, no? Res ni enostavno. Zdaj odpiram možnost za vaše vprašanje. Če ima kdo kakšno vprašanje, naj prosim pomaha, se na kratko predstavi in pove, komu je vprašanje namenjeno. Če ne veste točno, komu je namenjeno, bomo tule določili najprimernejšega sogovornika ali sogovornico. Tako da kar prosim, če vas še kaj zanima, če imate kakšno konkretno vprašanje, pobudo, da pokažete. Aha, izvolite tamle zadaj. Hvala. Jaz imam vprašanje, več vprašanj pravzaprav, ne. Eno je, kakšna je stopnja sofinanciranja teh projektov, kakšne so to sredstva, potem drugo me pa še zanima, kakšne so članarine, se pravi, koliko sem izvedela, se potem, ko enkrat dobite projekt, mora takšno podjetje vključiti v EIT shemo, ne, in kakšne so to članarine, se pravi, kakšne so obveznosti potem za podjetja finančne. Lahko moram biti jaz začnem. Zdaj to od kica do kica je malo različno, no, ampak na manufacturing je pa zelo podoben. Tako, kot je bilo prej rečeno, vsakdo lahko participira na teh projektih, ali je član ali ne. Edina omejitev je, da je ta konzorcij mednarodni, da je koordinator član, se pravi member mreže, to more biti, ampak to pomeni samo, da se konzorcij oblikuje, so pač neka pravila, ampak vsakdo lahko vstopi v to z neko svojo idejo in to uspeli. Tudi v našem primeru, naprimer, mi na fakulteti nismo člani in ta ekipa, ki je prijavila projekt, je bila pridruženi član. Imeli smo dva tuja člana EIT-ja, ki sta nam pomagala. Ta prvo, sicer v začetni fazi je bilo govora o tem, ali ima smisel zdaj se povezovati ali ne, ker imamo že idejo, ker imamo že izdelek narejenega, damo na trg. Na koncu se je izkazalo, zdaj po 2 letih, da je bilo ključno to, da smo šli v mrežo, da smo se povezali, ker ko imaš kontakt z temi večjimi industrijskimi partnerji, vse bistveno lažje. Oni ti odpirajo vrata, tudi sami vidijo interes
in v tem je potem prednost. Zdaj, kar se tiče financiranja, običajno tako, da zdaj pri novih razpisih malo se spreminja, je za 1 leto oziroma 2 leti budžeta na en projekt 600.000 do 800.000 evrov. 20% sofinanciranje je treba prikazati, ampak to je odvisno zdaj, ali si koordinator, ali si business owner in tako naprej po konzorciju, ampak tako nekako so te, je ta schema narejena. Večji problem je drugod in sicer, ko se enkrat pogovarjamo o tem, da pride neka stvar na trg, potem so tukaj ključni cilji pa uspešnost takega prehoda, KPI. In takrat, ko ti se odločaš, da boš šel v tak projekt, pomeni, da celotna ekipa, ne, oziroma konzorcij ve, da na trgu si samozavesten, na trgu boš uspel oziroma boš prišel z neko idejo do konca in tudi so neki plani, kaj bo to na trgu pomenilo in tako naprej. In del teh planov oziroma teh income-ov, ko jo prišli, bo mreža nazaj, bo šlo v mrežo, v EIT. To je pa nekaj, kar direkt lahko povemo, da je pa drugače kot pa vsi ostali razpisi, ki so z nepovratnimi sredstvi in tako naprej. In to je težko razumeti, ker je drugačna logika v zadaj. In tudi, ko so razpisi, ne, to niso razpisi splošni, ampak vem, da za manufacturing, zdaj kaj je razpis zunaj, je točno specificirano, kaj so smernice Evropske unije in kater del projekt, oziroma kateri projekti bojo sprejeti. Flexible, mislim, da je clean and green, pa digitalizacija. To je to, nič drugega v proizvodnem. Zdaj ne vem, če sem odgovoril, upam, da no. Hvala tudi vam za vprašanje. Ste se želeli še navezati? Za EIT Raw Materials je že Urša prej navedla te finančne okvirje, tako da core partnerstvo, neomejena sredstva, 100.000 članarine. Je pa možnost tudi, da task partnerjev, ker Slovenija je v RIS schemi, RIS schema je ena horizontala EIT-jev in vključuje države, ki so pod inovacijskim povprečjem Evropske unije in Slovenija je še vedno tu prejemnica, ker smo ravno pod. Kar je pa še pomembno, razlika mogoče na EIT Manufacturing je, da v EIT Raw Materials ni potrebno pri prijavi projekta, da je kdorkoli, tudi koordinator, vključen v partnerstvo, vključi se lahko šele po odobritvi projekta. To je bila ena izmed sprememb v zadnjem letu pa pol. Podobno je pri teh inovacijskih projektih, se pravi projektih na višjih TRL nivojih, je 30% sofinanciranja, pričakovanje tudi ni pa enakomerno razporejeno po partnerstvu, ni nujno. Industrijski partner oziroma tisti partner, ki bo produkt komercializiral, tisti nosi tudi večji delež sofinanciranja. Ob uspešni komercializaciji produkta pa pride do tako imenovanega sistema finančne vzdržnosti, KIK-a, pri EIT Raw Materials je Financial Sustainability Mechanism, v katerega se v bistvu vplačujejo sredstva iz delež prihodkov od inovacije za dolgoročno stabilnost KIK-a. Še kakšno vprašanje z občinstva morda? Ne. Tule v prvi vrsti. Izvolite. Ja, lepa hvala. Zdaj se zelo strinjam s to vašo oceno, ne, da seveda število projektov, inovacijskih projektov in evropskih projektov je povezano s habilitacijskimi kriteriji, z zahtevami, ki jih imamo visokošolski učitelji. Pa me zanima, kje tukaj vi vidite rešitev? A je to ministrstvo, ali je NAKVIS z minimalnimi habilitacijskimi standardi, ali je ARRS, oziroma kakšne ukrepe bi vi predlagali, da bi se seveda z nekimi spodbudami od zgoraj navzdol to spodbudilo? Verjetno bi kar vsi našteti mogli sodelovati pri tem. Ne bom trdila, da že sodelujejo. So določene iniciative po drugačni metodologiji, ampak predvidevam, da to še nekaj let ne bo v praksi živelo, nažalost. Tako da pač tisti, ki se trudimo pri komercializaciji tehnologij, pač nažalost imamo
berglo v tem delu. No. Pač, tako je. Zaenkrat je entuzijazem, lastni entuzijazem, tisti del, ki te žene naprej. No, pa da še mečkam drugače vprašam. Zdaj, eno je seveda, vsi rečemo, ja, če bi bili drugačni kriteriji, če bi nam to omogočali, če bi vrata odprli, bi bili vsi inovativni. Ampak je to res? A imamo za to voljo, a imamo za to dovolj znanja, je podporno okolje dovolj usposobljeno, da nam pri tem pomaga? Sej, mislim, da je bilo že večkrat omenjeno. Ključna je ekipa, vsekakor ni vsak za tak način dela. To je tako zelo intenzivno delo, zelo veliko energije, zelo veliko časa. Človek mora biti prilagodljiv, dojemljiv za nova znanja, veliko novih znanj mora usvojiti. Tako da to vsekakor ni za vsakega. Kapacitete se izboljšujejo, se večajo znotraj organizacij, tudi znotraj industrije se večajo. Mi tudi veliko sodelujemo z industrijo, tako da imamo odlično sodelovanje. Edino pri takih večjih inovacijskih projektih je pa mogoče malo večja zadržanost iz strani industrije opazna, mogoče smo premalo drzni. Super, najlepša hvala. Za sklepno misel bi vas zdaj prosila, spoštovani udeleženci okrogle mize, most med znanostjo in gospodarstvom na področju surovin in proizvodnje. Smo naslovili to okroglo mizo, pa me zdaj zanima, kakšen je po vaši oceni ta most? Je bolj brv, kaj bolj konkretnega se še gradi? Mislim, da se še gradi, tako kot drugi tir. Ampak upamo, da bo. Vse so že bile ideje, vem, da je v okolici Slovenske Bistrice bil predlog, da bi nastal en taki obrat ali neki center, kjer bi dejansko nekako povezoval to industrijo in akademski sektor, oziroma da bi lahko neke inovacije poskusili tam narediti, ampak sve to še vseeno samo na papirju, je še treba zrealizirati, tako da upajmo, da bo počasi prišlo to, da bo to zaživelo. Se bom kar navezal. Ja, mislim, da vsak mora narediti svoj ali pa predstaviti svoj kamenček v mozaik in fakultete po eni strani, vse te organizacije, ki financirajo raziskave, inovacije, po drugi strani govori se že tudi na ARRS so bile nedolgo nazaj pobude potem, da bi se ravno ta most, da bi bili dodatni projekti oziroma dodatno financiranje za takrat, ko se aplikativni projekti končajo in da gre to naprej na višji TRL. To je točno to, kar se danes pogovarjamo. Upam, da bo to realizirano. Moram reči, da tudi na fakulteti za strojništvo danes smo videli dve predstavitvi, ki sta plod odprtega laboratorija. To je prostor na fakultetah, da študenti lahko ustvarjajo, imajo svoje projekte, so nekako tudi financirani. To je tudi, morbiti se sliši banalno, ampak ko ti nimaš možnosti, saj male, da bi nekaj takega počel takrat, ko sploh ne veš, kje bi začel, je to, če ti en da prostor, opremo in možnost, pa še nek support, ogromen. To mislim, da fanti tudi danes se je videli, lahko potrdijo. Pa potem morbiti, da tudi to inovativnost, ko se sprašuješ oziroma ko govoriš z drugimi IT hubi po Evropi, ko rečejo, pride do številk od spin-outov ustanovljenih podjetij z inovacij, pa so neke take abnormalne cifre, jaz jih zdaj ne bom ponavljal, pa to na slovenski prostor postaviš, pa se zdi to nepredstavljivo. In če je to nepredstavljivo, pa so tiste države podobne velikosti, potem spet nekaj nam manjka. In ko jih sprašuješ, jaz edino paralelo najdem, pravijo, mi v to investiramo, v inovacije. Na kakšen način, seveda to pač najbrž ni potrebe, da smo inovativni, lahko samo se pozremo okrog, ampak tudi ta del bomo mogli podpreti. In to, kar je, se najbrž škoda, Sabine ni tukaj, to, kar je Spirit želi dvigati inovacijski ekosistem ali pa pomagati pri tem, je ključno. Hvala. Jaz se bom kar navezala. Ja. Spirit nam precej pomaga pri povezovanju in to je ključno, da se povežemo vsi deležniki. To je ena izmed ključnih stebrov delovanja. Druga stvar je spodbujanje mladih inovatorjev. Čestitke še enkrat vsem za predstavitve. Ključno je, da se jih spodbuja s takimi projekti, kot je Peskovnik,
To je odlična inicijativa in kažejo se rezultati. Tudi če prva zadeva ne izpelje, vsi so dobili izjemno dobre izkušnje, ki jih bojo peljali pa v naslednjem, v tretjem, četrtem projektu in tisti pa bo lahko uspešen. Lahko pa bo že prvi, a ne? Se bo prvi, a ne? Tako da povezanost ekosistema, kapaciteta, jaz prihajam iz Zavoda za gradbeništvo, tako da moji kolegi se veliko ukvarjajo z mostovi, če bom parafrazirala. Ta most je zaenkrat še tak malo bolj ozek, občasno je nedelujoč, ampak se mi zdi, da skupnimi močmi ga bomo razširili in podprli. Fantastičen zaključek. Hvala lepa vsem trem. Hvala.